Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako zavestno izbirati pozitivne misli. K temu me je nagovorila knjiga, tole zdaj berem, Zakon privlačnosti. In, gledajte, kar sem prebrala, pred spanjem berem knjige in me je tako fino. V glavnem piše, danes bom iskal razloge za dobro počutje. Nič ni bolj pomembno kot to, da se počutim dobro. Nič ni bolj pomembno kot to, da izbiram misli, ki bodo pa pritegnile druge misli, ki bodo pritegnile druge misli in mojo vibracijsko frekvenco tako dvignile, da bom usklajen s pozitivnimi stvarmi vesolja. Sem razmišljala, kako je to težko. Ko nam nekdo gre na živce, ko že spet se nekaj dogaja. Takrat dejansko je težko iskati razloge za dobro počutje. Vam dam primer, recimo v službi. Prideš dobre volje v službo in tista čemerna sodelavka spet pride z dolgim nosom. Mislim, že, kako mora biti tako tečna. Ampak avtomatično te pade energija. Kako more. In avtomatično tebi pokvari dan. In zdaj, kaj to pomeni? Da zavestno začnem iskati razloge za dobro počutje. To pomeni, da zavestno začnem iskati razloge, zakaj se ob tej osebi počutim dobro. Ali pa vaš mož, če vam že gre toliko na živce, da ga ne morete gledati. In 1000-krat ste mu rekli, da naj naredim nekaj in še vedno dela isto. Kako naj človek to spregleda? Ali pa ne vem, 1000-krat ste nekomu že rekli, ne vem, v družini, pobere tiste nogavice, vedno jih pusti tam. Kako spremeniti vibracijo? Ker na nek način, gledajte, del vas že pričakuje tiste nogavice tam. Del vas že pričakuje vašo tečno sodelavko, ker točno veste, da bo prišla, ne vem, so dnevi, ko ostane na levo nogo. Veste vnaprej. Se pravi, na nek način vi že pričakujete, da se bo zgodilo nekaj slabega. In tukaj noter je predlog, da vzamete, in to je ful dobra ideja v tej knjigi, da vzameš knjigo in to je knjiga pozitivnih pozornosti. Se pravi, da pišeš knjigo, zakaj je neka stvar dobra. In tako sama pri sebi sem razmišljala, kako zanimiva ideja, in je opisan primer. Reka, to so Abrahamovi zakoni. Vedno sva organizirala predavanja v enem kraju in ko sva prišla v ta kraj, vedno so pozabili na naju, vedno je bilo tako in tako. In sva že začela razmišljati o tem, da najdeva drug hotel. Ni, da delamo vsi na ta način. Ko tokrat in tokrat se vedno isto zgodi in rečeš pa pustimo, zamenjam in je tako naprej. No in kar je zanimivo, zadnjič sem govorila z eno gospo, je rekla, jaz ko menjam službe, ko menjam odnose, ko menjam, vedno znova naletim na mojo mamo. Na tisto kritično žensko, ki je enaka kot mama. In zdaj, če gledate, ona ima avtocesto čustev, negativnih čustev s svojo mamo. In verjetno negativna čustva do vseh žensk, ki so mogoče starejše. In to pomeni, ta njena avtocesta čustev je tako močna vibracija, da pritegne v svoje življenje vedno znova in znova ženske, ki so ranjene, ki ne zmorejo dati ljubezni, ki so preveč kritične, ki jo zlorabljajo, izkoriščajo. Zdaj, kaj to pomeni? Treba je spremeniti svojo vibracijo. No, in da vam povem, če koga še mika, da se pridruži našemu ponedeljkovemu tečaju, za vse tiste, ki se boste pridružili, organiziram, zdaj pripravljam tak, začela bom kot nek klub, kot neko, nam reka društvo, ker ne bo registrirano kot društvo, ampak v glavnem skupino ljudi, ki se med sabo pomagamo, podpiramo. Dejansko želim pomagati vsem tistem, ki rabite neko podobno vrsto ptic, da letate skupaj. Podobne ljudi, ki enako čutijo, podobno čutijo,
ki želijo imeti podporo. In po drugi strani, dajte, ko se vam začnejo frekvence spreminjati, se zgodi, da v vašem okolju nihče več ni enak kot vi, da naenkrat z nikomor ne morete govoriti, da ste za vse malo čudni. Tukaj ne govorim tako čudni, da se vam res nekaj dogaja, ampak enostavno ste toliko drugačni, verjamete v pretekla življenja in vsi ostali rečejo, da so vsi ljudje, ki verjamejo v pretekla življenja, zmešani. Enostavno imaš občutek, da nekako ne pašeš v tisto sredino in zato sem se odločila, no, nisem še tam, ker moram naštudirati platformo, da bom naredila kot eno tako internetno platformo, kjer se bomo družili, kjer boste lahko delili svoje izkušnje, ker bomo imeli tudi kakšne dogodke. No, in tisti, ki ste zdaj v tej ponedeljkovi skupini, boste imeli prve pol leta brezplačno članstvo. Tako da, to sem se zdaj odločila, nekako tako čutim, da je čas, da to naredim, zato ker verjamem v to, da je čas, da se začnemo enake vrste ptice povezovati, da začnemo skupaj letati, da začnemo, veste, tisto, tam, kjer se ti dvigne vibracija, kjer se dobro počutiš, kjer imaš več energije, kjer rasteš. In to je tisto. No? In zdaj poglejmo, nazaj bom šla na tisto, kar sem vam prej hotela povedati. Ko mi vidimo, da vam vedno znova napade vibracijo zaradi tiste sodelavke, vedno znova zaradi moža, ki spet to naredi, zaradi otroka, vedno znova pomeni, da imamo naše energijsko polje ali pa vibracijsko polje na nek način podzavestno že pričakujemo težave. In da gremo zavestno ven iz tega, začnemo pisati, kakšne koristi imam od tega, kaj je dobrega v tem odnosu. Kaj je dobrega? Ne pišeš laži, ne pišeš slabih stvari, ne pišeš nekaj, kar si želiš, ampak kakšne koristi imaš od tega odnosa? Kaj je tisto, kar ti dviga energijo? In potem začneš pozornost dajati vsemu temu dobremu. Recimo, imaš sodelavko, ki ima vsake toliko časa slabe dneve. Ampak, kljub temu pa zna poslušati. Kljub temu pa čutite, da vas podpira. Kljub temu, in če date vso pozornost na tisto njeno slabo voljo, pomeni, da ste preveč fokusirani na napačno stvar. Ali pa recimo isto je odnosi v družini. Nekdo, ker družine ne menjaš. Pri sodelavki lahko rečeš, dosti je bilo, menjam službo. Ampak, če si vibracijsko usklajen z neko težavo, v naslednji službi dobiš točno tako osebo, ki je usklajena s tisto frekvenco. Daram! Vesolje nam da to, kar vibriramo, ne kar želimo. Kar vibriramo. Vibriram strah, jezo, zamero, dobim še več strahu, jeze, zamere. Vibriram hvaležnost, dobim še več takih priložnosti, ki so usklajeni z mojo vibracijo hvaležnosti in s tem bom jaz občutila lahko še več hvaležnosti. No? Zdaj pa zdaj zadnje čase govorimo, kako priti iz točke A do točke B. Se pravi, mi imamo željo, vemo, kaj si želimo, in kako se premakniti od tukaj do tega želenega. No, recimo zdaj zadnja gospa, s katero sem govorila, vse se ji vrti okrog partnerskih odnosov in ne najde enega pametnega zase. Ne najde. In ko sva delali, tukaj je pa šlo za terapijo, ko sva delali terapijo, sva prišli do zaključka, da se boji ljubezni, boji biti ljubljena, boji predati ljubezni. Vi preverite. Ne morem najti ljubezni, ne najdem partnerskega odnosa. Kaj je tisto, ki vas bremeni? Ker je očitno vaša težava tako močna, da enostavno preglasi željo po ljubezni. Se pravi, želiš si partnerski odnos, ampak imaš tukaj toliko in toliko strahov, ki te dejansko vibracijsko uskladijo s podobnimi ljudmi, s podobnimi ranami, s katerimi ne moreš zgraditi lep partnerski odnos. No in če se vrnem na to zgodbo te gospe,
glede partnerskega odnosa, njena vibracija, program je bil zavrženost. Zavrženost iz otroštva, ker oče jo je zapustil, mama v tej bolečini ni mogla dati ljubezni in počutila se je zavrženo. Vedno zavržena. In ko sva šli v pretekla življenja, vedno je bila zlorabljena, zavržena. Vedno. In pa še izkoriščena. Pač tako zmanipulirana. Vedno. In je njena osnovna vibracija, ne v tem življenju. V tem življenju, v prejšnjem življenju, še v prejšnjem življenju, še v prejšnjem življenju, 4-5 življenj se je pokazalo. Vedno ista. Zavrženost, vibracija zavrženosti. In če ona zdaj v tem življenju želi priti do lepega partnerskega odnosa, mora najprej počistiti vse te kode, ki so povezane s programi tudi preteklih življenj. Zdaj vam pa povem, kako se tega lotiš. Pač greš v ta moj tečaj, še zmeraj je dovolj časa, ali pa vzameš knjigo, tukaj je moški hormoni, ali pa ko imajo čakre žur, in sicer, glejte, strah me je poraza, strah me je ljubezni, strah me je zaničevanja, strah me je biti ranljiva, življenje je boj, borbanje, se ste že koga slišala, ne? Vse moram imeti pod kontrolo, ne smem čutiti. In kaj se potem zgodi z ženskami, ki ne smejo čutiti? Kaj se zgodi z moškimi, ki ne smejo čutiti? Veste, kaj se zgodi? Ženska ne občuti svojega telesa. Kako mislite, da taka ženska doživlja orgazem? Vam povem kako? Ga ne. Ker ona ne čuti svojega telesa. Kako mislite, da moški občuti svojo spolno moč? Jo ne, ima težave s prostato. In to je prva zadeva. Če se vi želite znebiti raznih programov in vaše telo je zemljevid vaših težav, in če imate težave v spodnjem delu telesa, se pravi moški prostata, velik trebuh, tako pač, da ste napihnjeni, če imate ženske težave z maščobo pod popkom, če imate težave z miomi na maternici, razna vnetja nožnice, če imate težave s hrbtenico, s hernijo, če imate težave z išiasem, vse to kaže, da imate to energijsko posodo tako močno naluknjeno. In zdaj za tiste, ki ne veste, kaj to pomeni energijska posoda. Energijska posoda, tukaj je korenska čakra, ki je na dnu hrbtenice, se pravi trtica. Tukaj je spolna čakra in tvorita energijsko posodo. In ta energijska posoda, zdaj če gledamo, da je tukaj korenska čakra, energijo spravlja v možgane. Se pravi, ta kundalini energija, to je tako, kot se energija generira in steče v možgane. In ljudje, ki imajo ogromno ran skozi spolnost, skozi očetovo rano, se pravi, kaj je očetova rana? Ne pokaže ljubezni, mogoče ni prisoten, mogoče je zbežal v alkohol, mogoče je bila v družini spolna zloraba. Mama, ki je ranjena, ki ne zmore pokazati ljubezni, ki ne zmore pohvaliti, ki vedno kritizira. Ta energijska posoda postane tako naluknjena, da vsa življenjska energija odteče. Odraz tega, da odteka energija tukaj, težave s koleni, otekla limfa, celulit, grozen celulit, kolena otekla, celulit po stegnih, vneti gležnji kot slonove noge. Težava je tukaj. Jaz bi pa raje kaj pojedla. Lahko, začni tukaj. Kaj bi ti dala? Kalcij pa magnezij. Magnezij rabiš. Ja, seveda vzem. Ampak to ne pomeni, vzem šejk, pa boš videla, kako se bo stankala voda iz telesa. Ampak rešitev na dolgi rok je pa 100% v tem, da se lotiš zdravilno molitvijo dekodiranja, očistiš en program, po en program, po en program, odpustiš. Ne zato, ker si zaslužil odpuščanja, ampak zato, ker si ti
zaslužiš svobodo. Zato odpustiš. Ker je čas, da ti greš naprej. Ker je čas, da prekineš te čustva, negativna čustva, avtoceste, bolečine in da začneš zavestno sejati semena novega življenja. Zdaj pa kako to začeti? Ker pogledajte, zmed nas, kdo je odraščal ob ranjenih starših in verjamem, da praktično vsi, to pomeni, da imamo vsak od nas kar precej zapredelati v življenju. In prva zadeva je povezana. Očetova rana, korenska čakra. Na spolno čakro se zapišejo najbolj partnerji, mamina rana je pa najbolj povezana s solarnim pleksusom in je povezana s tem, kako se ti potem pokažeš v svet. A ti upaš govoriti o tem, kar ti čutiš? A ti upaš dati projekt ven? A upaš roditi to, kar ti si? Idejo spraviti v življenje. Se pravi, moramo razumeti, vse skupaj te težave so pod popkom in pod popkom je taka bolečina pri večini ljudeh skladiščena, da enostavno, pa so težave s pritiskom, s holesterolom, težave s kostmi, s krvjo, žilami, s prebavo, z limfo, da ne govorim spolne težave in spolne disfunkcije. Moški, ki imajo spolno disfunkcijo, vedno povezano z mamo, ki je prestroga oziroma prehladna, na nek način mama kastrira sina, in po drugi strani iz preteklih življenj se prenaša koda spolne, ne toliko spolne zlorabe, kot okužbe s sifilisom. Pač do tega sem prišla preko svetovanj, tako da tisti, ki ne verjamete v pretekla življenja, pa rečete tako, Minki se dogaja na polno in je v redu. In glejte, prav o tem, o spolni zlorabi, o mami, ki ne zmore dajati ljubezni, sem posnela video in bo objavljen v začetku tedna z Roman Velep. Upam, da sem prav povedala. Če pa nisem prav, je pa nekaj podobnega. V glavnem, seksolog in naslov bo tega mojega videa Seksolog pri meni doma. No, to računam tam nedelja, torek, tam nekje bom objavila ta video. Ampak v vsakem primeru, mi moramo razumeti, da naša osnovna vibracija določa, koga bomo dobili v svoje življenje, kakšne izkušnje bomo dobili in zdaj pojmo na rešitve. Se pravi, če želimo dvigati vibracijo, začnite prvo stvar. Delati na dnevni bazi nekaj, kar vas veseli. Nekaj, kar vam dviga vibracijo. Karkoli. Jaz sem zdaj začela plesati in mi je tako dober, pač enostavno uživam. In najte si nekaj, pač karkoli, možnosti nešteto. Pač poiščite nekaj, kar vam dvigne vibracijo. Naslednja zadeva. Začnite pisati dnevnik dobrih stvari. Vsak odnos, ki ni v redu, nekaj je pozitivnega. Rečete, ampak moja mama mi nikdar ni dala ljubezni, zmeraj je bila kritična, nič dobrega. Ampak te je rodila, dala ti življenje. Daj pomisli, dala ti življenje. Nekdo ti mogel rit brisati v prvem letu. Nihče od nas se ni riti obrisal sam. In nihče od nas se v prvem letu življenja ni zmogel sam nahraniti. Nekdo je mogel biti tukaj. Mogoče imate zamero do očeta in moj oče je bil zmeran tak, ampak mogoče vam je pa dal streho nad glavo. Ja, mogoče tudi rane, verjamem, ampak te rane so povezane s tem, da se vaša duša spolni osnovne vibracije, da lahko jo počiste, zato da boste šli v drugo vibracijo in s to vibracijo boste začeli ustvarjati nove svetove dobesedno. Gre se za vibracijo. No, in tudi zdaj delamo v tem mojem tečaju, ki ga imamo v ponedeljkih zvečer, je vse v okviru vibracije. In je bila tako lepa energija zdaj v ponedeljek, pač toliko lepe energije in smo delali meditacijo zato, da se poveča energija duše. Zdaj pa mogoče nekdo, ki tega ne razume, kaj to pomeni.
Glede, ta naša energijska bombica je tako obremenjena, da je treba kaj počistiti, da pride več svetlobe v to našo bombico. In ko pride več svetlobe v to našo energijsko bombico, to si opazijo. Zato, ker žarite, ker vaše oči drugače žarijo. Pomislite na dojenčke. Prehitro govorim. Kakšne učke imajo dojenčki? Tiste žive iskrive. In potem pridejo otroci v puberteto in nekaj ugasne. Pri nekaterih že prej nekaj ugasne. In zdaj pejte nazaj in odpustite tem ljudem, ki so ugasnili vašo notranjo luč. Odpustite, ne zato, ker si zaslužijo odpuščanje, ampak ker si vi zaslužite svobodo. Parkrat naredite meditacijo za odpuščanje, spustite, blagoslovite, se zahvalite, zato ker vsak človek, tudi tisti, ki so nam dali najhujše lekcije v našem življenju, nekaj je bilo dobrega. Sigurno. Nekaj ste pridobili. Mogoče življenje, mogoče otroke. Dajte pomisliti. Ampak, on je tak prasec, me je prevaral, je to in to. Ampak mogoče je oče vaših otrok. In je to razlog za hvaležnost, ker imate otroke. Ne vem. Najdite tisto, kar je dobro. In dajte pozornost na vse tisto, kar je dobro. Ker ko boste dajali pozornost na vse tisto, kar je slabo, boste po teh zakonih vesolja krepili slabo. To so zakoni. Ja, ampak vam povem mojo zgodbo. Jaz vem, kako sem mojo zgodbo pripovedovala. Kako sem mojo zgodbo znova in znova pripovedovala ljudem, ki jih v osnovi sploh nič ni brigalo. Jaz sem razlagala, kako sem bila ranjena v zakonu, kako sem bila to, kakšno krivico so mi naredili. In vsakič, ko sem govorila o tej krivici, se je povečevala energija krivice. In ko sem prišla do zaključka, da moja vibracija je tista, ki ustvarja moj svet, pomeni, še ena stvar je pomembna. Kaj je pomembno? Da če si nekaj želiš, si odgovoriš na vprašanje, zakaj. Zakaj si nekaj želiš? In najdeš nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na tebe in na tvoje drage. Zakaj si to želiš? Recimo, če pogledamo denar. Zakaj si želiš več denarja? Odgovor na zakaj. Ker če imaš ti, želim si več denarja, ne morem plačati računov, zmeraj imam premalo denarja, nova položnica je prišla. To je sredotočanje na pomanjkanje. Zakaj si želiš več denarja? Mogoče zato, da bi lahko vrnila kakšen dolg. Mogoče zato, da bi nekomu kupila lepo darilo. Mogoče zato, da bi kupila boljši avto, zato, ker želiš, da se tvoja družina varno vozi. Mogoče zato, da si ustvariš nov dom, ker tvoja družina rabi dom. Zanimivo, dvom in dom. A je to moje, sem mečkan. Ni moje. Jaz ne dvomim v to. Moja družina ima dom. In vi se vprašajte, kdo dvomi v to sposobnost, da lahko samo s tem, ko se osredotočaš na dobro, ustvariš dom. In toliko denarja. Ni denarja. Nepremičnine so toliko drage, ne da se. Se strinjam, ne da se. In če po drugi strani se vsak dan 10-krat zahvališ za tvoj nov dom, ne vem, se bo zgodil čudež. In ne vem, nimam pojma, kako ti bo vesolje dostavilo to, kar si ti želiš, ker ko ti daješ vso energijo, to pozitivno, po zakonih privlačnosti, po vesolnih zakonih, ti enako gre z enakim.
in nasprotno se odbija. Se pravi, ko si ti naravnana na pomanjkanje, se obilje odbija, ga ne moreš imeti v tvojem življenju. Vem, da je težko, ker to je vsakodnevna vaja, ampak zato bereš knjige, vzameš knjigo v roke, recimo, ko imajo duše žur, in začneš brati in bereš, karkoli vam bom prebrala. Kdo je kraljica juha? To si ti, ki tole poslušaš. To je sveta ženska, ki ji je bila odvzeta moč. Nikogar ne bo obsodila, samo spet bo to, kar je, boginja na zemlji. Prišel bo čas preporoda. Prišel bo čas, ko bo sveta ženska vsak izmed nas zacvetela. Prišel bo čas, ko bo vsaka izmed nas negovala sveti prostor v sebi in svojem srcu. Marija Magdalena je ženska, ki živi vsaki izmed nas. Ženska, ki hrepeni po ljubezni in je zato pripravljena sprejeti manj, kot si zasluži. V imenu ljubezni se je pripravljena odpovedati sebi. V imenu ljubezni je pripravljena biti ljubica. V imenu ljubezni je pripravljena prinašati žalitve. V imenu ljubezni je pripravljena zatajiti sebe in svoje potrebe. V Svetem pismu piše, kaj je ljubezen. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen in nenavoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. In ker naši možgani, to je pa zdaj pomembno, ne slišijo besede ne, zgornje besedilo, to besedilo naši možgani razumejo takole. Ljubezen je potrpežljiva in je prijazna. Ljubezen je dobrotljiva, je nevoščljiva. Ljubezen se ponaša, se napihuje, išče svoje koristi, se pusti razdražiti, misli hudo, veseli se krivice, veseli se, ko se prav ravna, vse prizanaša, vse veruje, vse upa, vse trpi. Ljubezen mine. In zdaj poglejte. Če bi mi vedeli, kaj je ljubezni, ne bi v imenu ljubezni opravičevali vse tisto, kar ljubezen ni. Zdaj, kaj je ljubezen? In potem pišem naprej. Manjša kot ostajaš, vpletena zasebnost ljudi, ki te uporabljajo za blazino, za zaledje, kot terapevtko in kot strategijo za njihovo lastno okrevanje. Več časa se nahajaš izven skupnosti, del katere si želiš postati. Tvoja edina naloga je, da spoznaš, da si ljubljenka svoje usode in da sprejmeš ljubezen, ki si jo zaslužiš. Odloči se, da si zaslužiš prave prijatelje, potem počakaj. Le minuto in opazuj, kako se vse začenja spreminjati. Ko imajo duše žur. In pa boste videli, je se bo vse spremenil, ker boste vi spremenili svojo vibracijo. To je to. Zdaj pa gremo na pozitivna sporočila. Pejmo najprej. Karte prehoda v novo dobo, da vidimo, kaj tebi stvarstvo sporoča. Ta trenutek, kaj je prav, da zavestiš, da veš, kaj je prav, da veš. Naslednji korak, pozornost, počitek. Prve te dve sta ven padle, lejte. Kam gre tvoja pozornost? Tja, kamor v to, kar si ne želiš, pa še ni to. Ali pa v to, pač je tukaj. Ti gre na živce ta, ta te je okrog prinesel, ta je to naredil, ta je to. Ali tja, kar si želiš, ampak to še ni tukaj. Kam gre tvoja pozornost? In naslednja stvar, bom dala drugo vprašanje.
kakšno zgodbo znova in znova pripoveduješ. O tisti sodelavki svoji mami, o tistem direktorju, kakšno zgodbo znova in znova pripoveduješ. To je tvoja vibracija. Ampak tebi pripada sreča. Zaslužiš si jo. Ampak ni treba to zaslužiti. To tebi pripada po božanskem načrtu. Tebi pripada po božanskih zakonih ljubezen in obilje vsega dobrega. In potem spočij se, zato ker to, kar si naročila, že prihaja v tvoje življenje. Tako da, dajmo zdaj še te pogledati. Se pravi, tvoja pozornost, itak, ker dajemo pozornost, kje so problemi. Tam je okrog prinesel, ta je tak, vsi moški v mojem življenju so, prasti, vsi so taki. Nehaj pripovedovati to zgodbo. Začni pisati novo zgodbo in boš videla, kako bo vse se spremenilo. Čas je za tvoj razcvet. Itak, ko boš ti cvetela. Vem, da blestim. Rože padajo v moj objem. Vem, da blestim. A ni dobra afirmacija? Vem, da blestim. Če blestiš, blestiš. Ampak me to koliko boli. Kam gre pozornost? Boleč koliko. Nič več kompromisov, ti te zastrupljajo. S kompromisi postaneš grda pa debela. Tega ne rabiš. Prav. In čas je, da postaneš ustvarjalka. Skozi svojo moč. Ker veš, da imaš to v sebi. Veš, da imaš kaj za dodati. In spet razcvet. Tvoja energija. Vse se gre v tej smeri. Življenje ti želi dati to, kar ti pripada. Ampak tvoja vibracija je povezana s tem, kar ti oddajaš, to privlačiš. To je to. In začni pisati, govoriti zgodbo, ki jo želiš živeti. To je zakon privlačnosti. Tako da uživaj in se slišimo in smo na liniji, ko posnamem naslednji video. Niti ne bom zrezala tega ven. V glavnem, lepo se imej, uživaj in bod bolj nežna in sočutna do sebe za začetek. Uživaj.